Ljubčki, dober dan, dobrodošli v novem vlogu. Ne vlogam veliko, priznam, ampak z otrokom se ti postavijo nove prioritete. Predvsem ima pa ženska veliko manj časa, prostega časa, ampak ugotovila sem, da sem kar parkrat v zadnje pol leta prijela tole kamero v roke, tako da imam nekaj materijala, zdaj sem ga uspela tako približno smiselno urediti, tako da tole zdaj bo en vlog, malo mešano. Moja punčka, ne moram reči, da je stara že več kot pol leta, tako da v tem vlogu nas čaka eno tako malo popotovanje nazaj. Od tega, da ti pokažem njeno sobico, do mičkeno mojega poroda. Plan je bil, da Anže posname kar se da. To je bila teorija, praksa je bila tako, da se je pač toliko intenzivno, itak porod je pač intenzivna stvar, se je vse toliko intenzivno dogajalo, da na koncu imam 3 klipe. Verjetno se bo zgodilo še kaj v tem vlogu, tako da nočem predolg raztezati tegale introta, tako da dajmo kar začeti. Uživite! Naša mamica rojeva. Kaj se dogaja? Epiduralna je prijela. Ovo je najboljša droga, ki obstaja. Najboljši koktejl. Boljši kot Aperol. Takole to izgleda. Gledaj pa srček. Na koliko smo? Procentih? Na 40%. Kdaj se je pa vse skupaj začel? Kaže po noči. Mi ni zdala miru, ne? Da bi v miru spal. Treba vadati, zdaj boš imel 2 punci. Ne naš mi v miru. Ja. In potem je prišla moja zlata hčerkica. Moram reči, da je to res najlepša vloga in neizmerno uživam v njej. Skupaj hodva na pedikuro, skupaj hodva po brančih in moj fokus je brez slabe vesti pri njej, ker vem, da bo še prehitro odrasla in potem ne bo več samo moja. Tak dober zajtrk gurmanski, borovnice, banana, kašica, jaja. A tukaj je dobro. Gospodična, vi sedite na čelu mize. A ste glavna v družini? Ja? Ja. Dobro je. Dobro mami skuhala. Njom, vse bomo pojedli. A bo še kaj za mamico ostalo? Po porodu sem si privoščila terapijo s Tesla čerjem. Gre za terapijo, ki krepi mišice medeničnega dna. V bistvu se samo usedeš na tale stol, ki potem s takimi pulzi stiska mišice, tiste ta globoke, skrite, ki jih težko stisnemo sami. Po porodu sem imela namreč težave z uhajanjem urina in tale naprava je narejena za zdravljenje prav te problematike. No, za dodatno krepitev notranjih mišic je pa potem še Tesla Former, ki krepi točno določeno skupino mišic. Jaz sem zbrala trebuh, ker so bile moje trebušne mišice po porodu najbolj šibke. Posledično me je bolel križ, tako da obe napravi res toplo priporočam vsem novopečenim mamicam in bom pod videom pustila link, kje se terapija v Ljubljani izvaja. No, po porodu pa sem si po priporočilu prijateljice privoščila še en tradicionalni ritual, značilen za vzhodne civilizacije. Gre za ritual poporodne masaže z zapiranjem kosti, ki traja približno 3 do 4 ure. Ritual se izvaja kar na domu. Zdaj pač po celem telesu ti bom stisnila kosti, a ne? Ker cel skelet je šel narazen, ko si ti bila noseča, pa ko si rojevala, si verjetno opazila, da si se razširila. Seveda. Zajema pa masažo telesa, parno savnanje in pa zapiranje kosti. S tem ritualom nekako ženska tudi simbolno zaključi obdobje nosečnosti in poroda. Tudi to priporočam in bom pustila kontakt od Mojce pod videom.
Danes sem v Tivoliju in z mano je ena simpatična mlada gospodična, Danaja. Na Instagramu jo najdete @Danaja. Enkrat si me narisala, a ne? Ja, res je. Mislim, da je že kakšne 3 leta nazaj. Danaja je specialist na področju portretov. Danes boš imela pa čisto eno novo nalogo oziroma nov izziv. Aha, gospodična tamle se že oglaša, ker že ve, da je zanjo. Poslikala bo moj Nuna voziček. Prvič kaj tacka, drugačna podlaga, ampak sej... Kaj treme? Mečkan, zmeri kaj novega je trema. In tako je prav, kar je prav. In jaz sploh ne dvomim, da bo rezultat vrhunski. Pokažem, kako je izpadel na koncu. Mama pa tata. Včasih je bil tle studio, zdaj sva pa v njeni sobici. A bo naredila en giro? Ja, ne prej nisem na odhodu, ne zdaj. Ok. Tole je njena posteljica, ko v bistvu ni njena posteljica. Ne spi tukaj, spi pri meni v spalnici, ampak cilj je, da nekoč spi tukaj. Če se ji zaželi, lahko pride sem, a ne? Ja, basically. Pač noro lepa je, meni je to najlepša zibka oziroma posteljica zibka, kakorkoli, katero sem pač videla. Ima opcijo 3 različnih velikosti, to je zdaj srednja velikost, torej gre še na manjšo, takoj, ko je novorojenček, in pa gre še na večjo verzijo. Dejansko raste z otrokom. Medvedka sem zbrala jaz, iskala sem tapeto, ker ne bi bila preveč kinži-minži, kiči-miči. Hotela sem, da je v bistvu taka punčkasta, nežna pa minimalistična. In sem sigurno pregledala enih 100 nalepk, tapet. Na koncu se odločila za tole in mislim, da sem se dobro odločila, glede na to, da vsakič, ko jo pripeljem sem, so okice take velike in ga gleda. Tole je od gospodične omara. Všeč mi je zaradi tega, ker celoten tale lev del je v bistvu tako narejen, da lahko obesiš cunce in fajn vidiš pol, pač pregledno je, zelo pregledno je, tako da se tudi tati znajdejo. Teli razdelilniki so super, zaradi tega, ker jih takole obesiš in točno veš, katere cunce so od določenega do določenega meseca, tako da je vse skupaj še bolj organizirano. Ta del so pa poličke in je tudi zelo praktično za vse stvari, ki v bistvu so malo večje, pa malo ne veš, kam bi jih dal, tako da lepo porimaš noter in zapreš, ne? Tam, kaj pa je odprt, so pa rožice, ne? Je pa lepo. Allora, tukaj se gospodično previjava, naše slike krasijo steno. Ful fajna komoda, dejansko ogromen stvari gre noter, tako da večino garderobe imam tukaj. Večino časa se trudim, da je tako posortiran, zaradi tega, ker se tudi jaz pol ful lažje znajdem in je vse skupaj, cel proces oblačenja hitrejši. V tem levem zgornjem predalu so njeni bodiji, pa štumpki. Pol imamo zraven spodnje dele, malo toplejše hlače, potem take krajše hlače, razne pajkice, trenirkice za doma. V tretjem predalu so basically slinčki, tetrice, torej razne krpice. V tem četrtem je pa vsega pomal. Tale predal je s kozmetiko,
potem neki dokumenti, knjige, zaloga pleničk in pa cel tak stationery oziroma izdelki, ki jih uporabljam pri previjanju. Semle v tale košek mečam umazane cunce. Tale Medo skriva njene najljubše igrače, s katerimi se večino časa igrava. Tale krasna lepa preproga je pa iz Ikeje. Tole je koš za pleničke in pa tukaj imam tudi iz Ikeje tak vozek, kjer imam v bistvu gor razložene take praktične stvari, torej to samine krpice, potem razkužilo, palčke, s telim si pomagam njene smrkce zbezati iz nosa, potem fiziološka, na zalogo imam vedno vlažilne robčke, skratka pleničke, take stvari. Najin bralni kotiček. Hop, 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 Hikoniček stop. Čez bregove in gorice, toda varuj si nožice. Hop, 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 Hikoniček stop. Tale gugalnik od Nune ni sam lep, ampak je tudi ful priročen za mamice, pa tudi rada je v njem, zato ker dejansko lahko otroka malo odložiš in ta čas smukneš narediti kaj drugega. Pa še zelo je lep. Vzita veliki kosi, torej omara, posteljca in pa previjalna so iz malih zakladov in vam jih bom polinkala pod videom, kot tudi vse ostale stvari boste najdeli tudi v opisu pod videom. Pri frizerju sem, obviously. V nosečnosti sem dobila precej novih sivih las, tako da sem danes na eni taki sanaciji. V novem avtu šibava na morje. Sam da ne šibava, ampak šibamo. Prvič v troje. Ha, Leskovar? Kjer zdaj? Ideja za vse novopečene starše, ko otrok mora iti pač v pižamo in spat, in mami in tati ne morata iti normalno v restauracijo. Dve restauracije, ki ima. Vzamete en koš za smeti, eno desko, spucate hladilnik, nalijete vinček, malo več kaj endicija, ne? In živeli. Se ga napijete. Sin. Nami pa takole, namesto petka.